Evo, lepo pozdravljeni v še eni etapi Oskarizmo potovalnega podcasta. Tokrat govorimo o enem zanimivem poklicu, ki se vam zdi mogoče blazno romantičen. Na netu sem najdel, da je med 20 najbolj iskanih poklicov na svetu, ne tako visoko v špici. Vodništvo, ne v vodništvu, v vodnikih oziroma še bolj natančno v vodnicah. Renata Trolc, živjo. Živjo. Ti si tukaj, sva se dogovorila, da se tikava, ne? Ampak ti si tukaj hišna rekorderka, pač hišna vodnica agencije Oskar in se ponašaš 184 delovnimi dnevi v zadnjih 365 dneh. Ja. Ja, v prejšnjem letu. V prejšnjem letu. Ja. S čist malo matematike ugotoviva, da si več kot polovico vseh Tako dni 24 ur operativna. Tako je. Ja. To je kar osupljiv podatek. Ja, je. Ampak meni je fino. Tebi Jaz uživam. Mogoče bi lahko še kakšen dan več. Včasih pride dan, ko bi si želela malo manj, Ja. ampak uživam v tem. Ok, mogoče preden greva k tvojemu klicu v vodništvo, pa k celi tvoji zgodbi, mogoče čist par statističnih podatkov. Koliko imaš recimo aktivnih destinacij, če jih razdeliva po državah, tako naenkrat, da te zdajle pač postavimo, pa rečemo, Renata, gremo. Zdaj, aktivnih v smislu recimo zadnjih nekaj let je verjetno nekih recimo 8 do 10 destinacij. Sem pa, odkar sem vodnica, tam nekje 25 različnih držav vodila do zdaj. Vodila. Ja. Ampak zdaj v zadnjem času se mi pa nekako obračam recimo 8 do 10 destinacij. Na nekaterih sem več, na nekaterih manj, recimo kakšna destinacija tudi samo enkrat na leto, nekatere pa potem večkrat. Ok, po izobrazbi sem slišal, da si umetnostna zgodovinarka. Kako si pa postala vodnica, ne? Oziroma, mogoče bi te še drugače vprašal, ker to se je sigurno s časom, pa s temi vsemi izkušnjami, ki si jih pridobila, precej spremenilo, ne? Kaj je bil pa tvoj prvi motiv? Ja. Ker verjetno si kot začetnica bolj naivno gledala na poklic vodnice, kot to gledaš danes. Zagotovo. V resnici se niti nisem znala predstavljati sebe v tej vlogi. Me je pa recimo, kje se je ta moja vodniška pot začela, v mojih najstniških letih. Ja. Ko me je moja mami enkrat peljala na potovanje v Egipt. Takrat se nisem še znala odločiti točno, kaj bi v življenju počela, ampak meni je bil ta Egipt usoden. Tam je bila ena luštna vodnica, taka z zelo zanimivimi zgodbami. In jaz, ko sem njo gledala in ko sem deželo gledala, v kateri smo, sem v bistvu si zaželela, wow, jaz bi pa bila enkrat na tem mestu, ker je ona. In v resnici se mi je v tistem enem tednu potovanja sestavljalo celo življenje za naprej, tako le malo karikiram. Ful zanimivo, pa se znaš, Jaz sem vedela, da bom šla študirati umetnostno zgodovino, ker me je Egipt toliko navdušil, hkrati pa mi je bilo takrat jasno, da po koncu študija želim postati vodnica. Wow. Ja. Ta zgodba zveni že tako skoraj malo kičast in klišejsko. Tam si predstavljam malo Renato pred piramidami, tisto vodnico. Pa kaj ti je takrat v tistem, bom rekel, že na pol otroškem svetu predstavljala tista vodnica? Kaj se ti je zdelo, da je njeno poslanstvo ali pa ta njen skill, ta njena veščina, ki jo mora imeti, da vas tam začara v tisto pokrajino in v tisto okolje? Mislim, fasciniralo me je, koliko lahko ena oseba ve o eni deželi, koliko informacij je sposobna dati naprej in na kak način jih daje. Tako da v bistvu nas drži cel teden potovanja, ves čas v nekem pričakovanju, v nekih zgodbah in da dejansko lahko zaživimo na ta način, oziroma skozi te njene zgodbe. Mislim, da me je to najbolj očaralo, hkrati pa tudi neka ideja, wow, ona je pa kar pol leta vsako leto v Egiptu. Koliko mora biti to noro? Koliko mora biti to noro, ne? Ker sigurno vsi vsaj malo romantiziramo ta tvoj ceh oziroma tvoj poklic, to idejo. Ne? Poglej, kako je njim lepo. Ne? Oni dejansko so več kot pol leta na leto naokrog, ne? Pa nič jim ni treba plačati še več. Oni celo dobijo plačan za to. Ne? Ja.
je tudi tebe to fasciniralo in Mislim, da nisem s tem še ukvarjala? Ni šlo za to, koliko bom plačana, na kak način, nekako sem takrat drugače gledala na te stvari. No. Bolj, ja, kaj bi rada počela, kje se vidim. Jaz tudi potem, ko sem recimo študirala, sem vedno želela dajati svoje znanje naprej. Nisem si želela pa biti učiteljica. In se mi je zdelo fino poklic vodnika, lahko dajem to znanje naprej, ljudje plačajo za to in me poslušajo. In sem jim v bistvu zelo pomemben del tega potovanja. Ne? Wow, ker sem te želel zdaj vprašati, ker si sama tako postavila eno tako podvprašanje, kakšna je razlika med vodnikom in učiteljem, glede na to, da sta malo sorodna poklica, ampak si že odgovorila, ne? Ja. Da vodnik dejansko nagovarja ljudi, ki so, bom rekel, željni tega znanja, do te mere, da so pripravljeni plačati zanj. V šoli je pa situacija Majčkeno obratno včasih. Drugačna. Ja, drugačna. Ok, a mi lahko na hitro, preden nadaljujeva zdaj in se poda v globine vodniškega poklica, še malo tako na hitro pojasniš, kakšna je pa dinamika tega tvojega poklica, recimo skozi eno leto. Ne? Ti, kam greš na naslednjo turo? Na Maldive. Na Maldive, za koliko časa? Za, mislim, da 8 dni. In potem se vrneš z Maldivov nazaj. Tako. In daš stvari v pralni stroj. Tako je. In ko se stvari posušijo, greš čez koliko dni spet kam. Tako da bomo dobili en tak občutek. Ja, zdaj zelo odvisno. V tem primeru imam recimo 3 tedne časa, da se pripravim potem na naslednje potovanje. Včasih je pa samo nekaj dni. Se je tudi že zgodilo, da 2 dni, 3 dni recimo vmes. Tako da dobesedno samo prepakiram. Z glavo sem pa recimo še vedno na nek način na potovanju, niti ne doma. Se pravi, recimo odpelješ 3 tedne Azije, recimo. Se vrneš domov, opereš, posušiš in čez 3 dni greš recimo na drug konc sveta. Lahko. To se sicer redko zgodi, ker nekako se mi zdi za to, da jaz dobro funkcioniram, da imam tudi dovolj dni počitka vmes, da sem potem spet na novo s polno energijo. Hkrati je pa fino recimo, če nekaj dni, če sem samo nekaj dni doma, da se v bistvu meni potovanje skoraj da nadaljuje brez neke pauze. In sem pač v neki drugi realnosti takrat. Ne vem, če razumeš. Ne razumem. Mislim, težko mi je razumeti, ker te izkušnje nimam. Pravzaprav me zanima, zdaj sem vmes premišljal, v katerem časovnem pasu ti sploh živiš, si kdaj postavlja to vprašanje. Vseh možnih. Jaz recimo, ko pridem domov, se prvih nekaj dni sploh privajam na to, da sem doma. Da sem spet z ljudmi, ki me poznajo, da spet živim neko recimo utečeno življenje. In potem po recimo 2-3 tednih se toliko navadim domačega življenja, da mi je velik preskok, da grem spet na potovanje. Med ljudmi. Postaviti v neko čisto drugo vlogo, med neznane ljudi, v neko drugo deželo, kjer bo ritem življenja popolnoma drugačen. Zato je včasih recimo mi lažje, če nimam toliko dni, da se v bistvu doma niti ne navadim v tistem času, ampak preprosto nadaljujem s tem delom. Zato je potrebna kar konkretna adaptacija, bom rekel, celega sistema, ne tako uma kot telesa, ne dobro zaradi časovnega pasu in ostalega, ne pa klime tudi. Ampak mogoče me ta vidik zanima, ne, ta prilagoditev. Ti dejansko tam koeksistiraš z nekimi ljudmi 3 tedne ali pa 8 dni ali pa 14 dni, ki jih praktično ne poznaš v povsem neki drugi vlogi in potem se vrneš domov, kjer obstajaš recimo polovico vsega tvojega zavestnega časa. Ne. Kakšna je sploh razlika? Ne? Oziroma, kaj je sploh potovanje zate v tem primeru? Oziroma, kaj je bolj eksotično zate? Domači zapeček ali... Včasih imamo občutek, da je celo domače okolje bolj neznano kot pa neko potovanje. Mogoče ravno zaradi tega, ker vsi ti ljudje, ki me čakajo doma, živijo neko pač ustaljeno življenje. Recimo. Doma se življenje pač teče dalje. In ko jaz pridem domov, sem prišla iz ene čisto druge realnosti, ki je v bistvu nobeden od domačih zares ne razume. In pride v bistvu do enega trka teh dveh realnosti. Kje ta dva koncepta se ti zdi
trčita, ker se mi zdi, da gre tukaj za eno tako nerazumevanje. Ne? Veš, mogoče jaz, ki sem pač zaradi svojega formata življenja bistveno bolj zapečkarski človek kot ti, ne razumem, kaj se tebi dogaja na vseh teh tvojih potovanjih. Ne razumem te pozicije, medtem ko verjetno ti težko razumeš nekoga, ki 11 mesecev na leto preživi doma v tej svoji rutini, ne, od 9 do 5. Ne. Ja. Kje pride do trka? Recimo, ko sem jaz na poti, sem vedno v vlogi vodnika, ki ste najbolj odgovorne osebe v celi skupini, od katere je veliko odvisno. In ko pridem domov, mogoče poskusim to zbalansirati s tem, da pa doma ne želim zdaj, da so vse odločitve na meni, da želim v bistvu neki kontra. Da sem jaz tista, ki se spočijem, ki nisem v vlogi nekoga, ki vse organizira, naprimer. In vse kontrolira. In vse kontrolira. Se pravi, bi bilo za to kontrolo spustiti. In velikokrat pridem domov in sem prve 3 dni v vlogi vodnice. In želim, da je življenje takšno, kot ga jaz želim. Aha, štekam, ti prideš domov z nekim izdelanim itinerarjem za vse svoje bližnje in potem se pričakuje, da oni živijo po tvojih. Tako. In potem jaz rabim 3 dni, da spustim kontrolo in ugotovim, da ne more biti vse, kako sem si zamislila. Odlično, hvala ti za tole. Na ta način si res nisem upal stvari pogledati. Kaj bi pa rekla, da je tako, ne predstavljam si, da ko si kot takole oddaleč, recimo hrepeniš ali pa sanjaš v vodniškem poklicu, da je neka taka osnovna motivacija, wow, šel bom in vse skupaj bo ena velika avantura in videl bom druge kraje in druge kulture in tako naprej. Ampak verjetno to neha biti pol tista osnovna motivacija pri vašem poklicu, ne? Ker ko si ti ko 5. ali pa 8. odfuraš Španijo ali pa Maldive. Meni je še vedno ta motivacija. Ja. Zato se tudi trudim, da ne ostajam na isti destinaciji predolgo časa, ampak dodajam nove destinacije, zato da je še vedno delček tega, da ko grem na novo destinacijo, je vse to, se pravi, zdaj bom spoznala novo kulturo, nekaj drugač. In se tudi v bistvu pripravljam doma, mogoče seveda bolj kot nek običajen potnik, ali pa popotnik. In lahko grem, mi daje to možnost, da grem recimo v globino neke kulture, da se sprašujem, zakaj je tam tako in ne drugače. Kako oni razmišljajo, da grem res v globino glede raznih tem in spoznam deželo že doma. In potem pridem tja in jo spoznam še, kakšna je pa v resnici, brez tega, kar sem se vnaprej naučila, oziroma primerjam to, kar sem vedela prej in kaj je zdaj tam. In vedno znova spoznavam v bistvu neke vidike kulture. Zato rada hodim na nove destinacije. Zdaj pri teh destinacijah, ki so pa recimo stalne, oziroma ker sem velikokrat, je pa v bistvu fino, da sem jaz že toliko vešča vseh tematik, vsega, kar se tam dogaja, toliko že čutim deželo, da mi je mogoče lažje voditi. Pa bi mogoče lahko to hitro postala rutina, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da se te dežele toliko hitro spreminjajo, svet se toliko hitro spreminja, da mi je ful fino, če lahko jaz v obdobju 5 let prihajam vedno znova v isto deželo in vsakič je malo drugačna. Glede na letni čas, glede na nek razvoj, ki se je zgodil v tem času, in v bistvu to ni nikoli ista dežela. Ja, no pa tudi verjetno je tvoja izkušnja vsakič globlja, ne? Deželo vse bolj spoznavaš in verjetno je 15. tura. Zdaj, mogoče bi se vrnil za točki malo nazaj, ker je zanimiv predložek, ne? A bi lahko rekla, da je tvoj vodniški job ali pa poklic ali pa poslanstvo vodnice, da nekako združuješ različne kulture na nek zanimiv način. Skratka, popelješ nekega tvojega sopotnika skozi neko izkušnjo. Ne? In sigurno je zato, da ti
nekoga popelješ skozi to izkušnjo, zelo pomembno dvoje. Ne? Najprej je poznavanje okolja, v katerega prihajaš, ne? Hkrati pa tudi poznavanje nekega kulturnega ali pa neke, bom rekel, življenjske paradigme okolja, iz katerega prihajajo tvoji sopotniki. Ne? Ker njih nekaj definira, njih pa nekaj drugega. In tukaj verjetno obstaja ta razlika med dvema potencialoma, na kateri ti gradiš. A lahko kaj več o tem? Ja, mislim, kot recimo eno tako poslanstvo v mojem poklicu, jaz vidim točno to, ne, da vidim, da ljudje, recimo, ki so doma, hitro zapadajo v to, da imajo kakšne predsodke o določenih kulturah. In se mi zdi, da je del mojega poslanstva tudi to, da razbijamo te predsodke. Da se človeku pokaže, da pa tudi tam, kjer smo, čeprav je drugače od našega okolja, ne, Ja. da je tudi prav tako, kot je. In da se tudi na ta način da živeti. In velikokrat vlečemo v bistvu primerjave med obema državama, ne? Med domačo, kako mi doma in kako oni tam. In zakaj oni tako, kot pač nekaj počnejo, zakaj tako počnejo. In mislim, da na ta način lahko razbijamo neke predsodke. Se mi pa, tako zdaj mi je prišel na misel, enkrat sem se pogovarjala z eno lokalno vodnico, ne, mi delamo tudi z lokalnimi vodniki na sami destinaciji, in pravi ona, a veš, dokler mene niso začeli ljudje spraševati, zakaj imamo pa mi te cevi tule ob cesti, a ne, rekel, jaz sploh nisem pomislila, da je lahko kje drugače, da je to nekaj posebnega za nekoga, ki prihaja od drugota, ne. Rekel, jaz tega nisem znala predstaviti kot nekaj posebnega, meni je to nekaj običajnega, a ne. Ja. Zdaj, če imaš pa slovenskega vodnika v neki tuji deželi, pa zraven še lokalnega, pa imamo mi to možnost, da v bistvu izpostavimo neko drugačnost. Da lahko primerjamo obe deželi. Da lahko primerjamo. Da vidimo, kaj je drugače pri njih, kot je pri nas. Ja, skozi neke točke, ki zaradi naše kulture ali pa našega okolja nas toliko bolj fascinirajo. Ja, v kakšni meri je potovanje, tako ki ga pripravljaš, zate rutina in v kakšni na nek način vseeno neka pustolovščina in kako vzdrževati pravo mero tega? Ne? Pa vedno je pustolovščina. Vsako potovanje, ne glede na to, kolikokrat sem že bila v eni deželi, je en nov izziv. Zato, ker nobeno potovanje ni enako prejšnjemu. So različni ljudje, so različne situacije, ki se dogajajo in v bistvu vsakič znova si v bistvu na novem potovanju oziroma v nekih novih okoliščinah. Tako da, oprosti, vprašanje. A veš, da sem tudi jaz že malo mogoče pozabil vprašanje. Rekel sem, v kakšni meri je kako vzdržuješ to pravo razmerje med rutino pa pustolovščino tudi zase, ne? Oziroma kaj je tisto, kar pa tebe stimulira pri tvojem delu? Ja, kar nekaj časa je trajalo, da sem v bistvu tudi jaz začela na teh potovanjih, ki jih vodim, zares uživati. Zdaj prva leta so polna enega stresa. Veliko razmišljaš, kaj bi lahko šlo narobe, kaj ne, kako bom reševal, če bo šlo nekaj narobe. In se tudi takrat, ko ti v bistvu ne bi bilo treba, ko si tam na enem ful finem doživetju, premlevaš v glavi, kako boš pa ti naprej. Kaj te danes še čaka, kako bo. In sem recimo bila takrat veliko v glavi glede prihodnosti. Zdaj sem pa nekako z izkušnjami, ne, z vsemi temi leti vodenja, znam to spustiti. In takrat, ko je neko doživetje, ali je to vožnja z neko ladico, ali je to vožnja z vlakom spalnikom, si rečem, wow, koliko je pa meni fino. In uživam v tistem trenutku. In gledam okrog in se čudim in tako, probam gledati včasih tudi za očmi otroka, recimo. Kot da še nikoli nisem bila tam. Skratka, da doživiš izkušnjo s svojimi sopotniki. Tako. Jo skušaš na podoben način, kot ne bi oni. Tako. To je ful zanimivo, na kak način to njim koristi. Oziroma, jaz sem prepričan, da jim, če imam ob sebi človeka, ki, bom rekel, nekaj doživlja na podobno pristen način kot jaz, ne, in ni ves čas v glavi v neki kalkulaciji, kljub temu, da v našem okolju prevzemanje odgovornosti razumemo kot točno to, kot neke Excel tabele v glavi, ne, se mi zdi taka izkušnja bolj prijetna. Ne. Ja.
zagotovo vsak rajši vidi navdušenega vodnika kot nekoga, ki mu je to rutina. A ne? Ja, in jaz mislim, da če je vodnik navdušen, potem bo tudi potnik Okay. nad deželo. A ne? Zdaj, če bo vodnik to razlagal kot, se to pa ni nič takega, se običajno, potem to ni to. Če se bo pa vodnik navduševal nad, poglejte, kakšna lepa narava. Ja. A ne? Ne vem, kakršnekoli doživetja se pač dogajajo, če znaš v tem uživati, bodo tudi potniki uživali. Ampak enkrat je bilo pa prvič. Ja, Kako je bilo Ojoj. prvič? Ojoj. ojoj. Mislim, si ne predstavljam. Ne, jaz sem zadnjič enkrat, to sem ti prej pravil, da sem imel eno tako zelo preprosto vodniško nalogo. To je bilo 2 prijatelja peljati po neki relativno skriti poti tja na sotočje Iške pa Zale, kar je 1 uro poti. Ne? In na koncu smo tako zašli, da nas je skoraj gorska reševalna morala pritiskati. In takrat sem se v nekem trenutku zavedal, kako prekleto odgovoren je ta posel. Ne? Ti dobiš tam na Jožetu Pučniku koliko? 30 Recimo. 30 ljudi s svojimi potnimi listi, z itinerarjem, z nekimi pričakovanji. In z neko- tudi strahovi. Absolutno kaj bo, tudi kaj čaka. tudi z nekimi strahovi, ampak predvsem z nekim zagotovilom, da se bodo zdaj stvari odvile same od sebe. Ne? In potem se morajo. Ne? Ja, Ti si pa za to odgovorna. Ne? tako, In- v neki meri. Ja, no, mene bi, ne vem, če bi šel lahko čez ta strah, ne, da sem kar naenkrat odgovoren za naslednjih 15 ljudi, za naslednjih 15 dni, 30 ljudi, ki so vse prihranke enega leta stavili na teh 15 dni, na to izkušnjo, ki se bo zgodila z mano in deloma tudi zaradi mene. To so. Ja, mislim, jaz, če bi se zdaj obremenjevala samo s tem, koliko sem odgovorna, pa o tem razmišljala, pa kaj vse gre narobe, lahko, potem ne bi bilo v redu. Ne za Okej. mene, ne za njih. Jaz v bistvu probam pustiti to misel nekje v zadnji, zavedam se odgovornosti in bom skozi celo potovanje delala na pač najboljše, kar lahko. Pripravim se konkretno in naredim najboljše, kar je v moji moči. Da bi pa nadzorovala potovanje, ga pa zares ne morem, oziroma do neke mere ga lahko, kar se programa tiče pa nekih premikov, ampak potovanje je vseeno tak živ organizem, ki se nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo tam, a ne. Tako da te težave potem rešuje sproti. Na zalogo se sekirati, kako zelo odgovorna moram biti, to pa mogoče rajši ne. No, ampak to zdaj Se ste. pa zavedam odgovornosti, recimo. Razumem, ja. Ja. Ampak to zdaj s tebe govori praktično izkušena veteranka z rekordnim številom dni. Ampak na začetku ni bilo tako verjetno. Ne? Ne, na začetku ni bilo tako. Ja, kaj je bilo na začetku? Predvsem, kaj pa vem, ja, prepričana sem bila, da je 100% moja odgovornost, da gre potovanje najboljše skozi, da se vse zgodi tako, kot je bilo predvideno. Pa sem hitro ugotovila, da temu ni tako. Ja. Mislim, a je sploh kakšna obremenitev? Pa jaz si tako težko predstavljam, da se v nekem trenutku soočiš s 30 ljudmi, a ne, ki vsak goji ena nepromejhna, predvsem pa popolnoma drugačna Ja. pričakovanja od tistega poleg njega. To mora biti kar s to energijo pričakovanja, treba znati malo, oziroma zelo spretno delati. Ja. Imamo neke tehnike, recimo, kako nagovoriti ljudi na začetku, zato da jih čim bolj sprostiš, da jih nekako povežeš v skupino, da izpostaviš recimo neke dogovore, ki so za nas vse zelo pomembni, da bo potovanje lahko potekalo. Jaz mislim, da ljudje velikokrat pridejo točno s temi strahovi, kako nas bo zdaj ta oseba, ki je pred nami, vodila. Če vidijo eno mlado osebo, je takoj v bistvu še malo več strahu mogoče. Reče, ta pa mogoče ni toliko izkušena, pa
Ja. kako pa bo, ne? In so te strahovi toliko večji morda. Sploh, če je to mlada ženska. Ne? Sploh, če Ne, je, ker ja. mi prihajamo iz je okolja, dejstvo. kjer je arhetip pastirja moški s sivo brado. Ne? Ja, zagotovo. In takoj, Tako da. če se bo moški za sivo brado pojavil, bo Ja, takoj je, zaupanje je večje. Ne? Absolutno. Ni pa fair to, jaz ne. opažam Ja. še vedno. Ne? Aha, no, to Recimo, te poglede, opa, zdaj pa tle ena mlada vodnica, Bog ve, a je že tam sploh bila, koliko časa to dela, a nas bo ona pohendlala 30 ljudi zdaj na tem potovanju, ki traja 3 tedne. In bo 3 tedne odvisni od mene. Ja? Ampak jaz mislim, da če vodnik nastopi z neko samozavestjo, z nekimi pravimi prijemi, v roku enega, največ 2 dni, pridobi zaupanje v bistvu od potnikov in potem gre vse ful enostavno. In se oni znebijo strahu, vidijo, da lahko zaupajo, vidijo, da se nekdo trudi za njih, da dobro dela, da so v varnih rokah. Okej. Tako da mislim, da ta strah potem zvodeni. Svodeni in nastop v bistvu odnos zaupanja, Tako. ki lahko vodi v ta flow, potem, ne, v ta tok. Tako je. Okay, ampak tako, prej si rekla, da obstajajo tehnike. Skratka, ti točno veš, na katerih točkah v teh 48 urah se bodo zgodile te stopnice, bom rekel, izgradnje tega odnosa med sopotniki in vodnico. Ne? Tako. Lahko zaupaš, kakšni so recimo nekateri. Na te prijemi. Ja, Ja, mislim, najprej poskusim recimo potnike postaviti v trenutek tukaj in zdaj. Se pravi, mi smo na tem potovanju, če želimo doživljati neko deželo, kakršna je, potem nima smisla, da smo v glavi v preteklosti, v domačem življenju recimo, ali pa v prihodnosti, kaj bo. In poskusim, prepustite se, jaz sem tukaj za vas, jaz sem vaša vodnica, vi pa lahko v bistvu uživate v tem potovanju in opazujete vse, kar je okrog vas. To je recimo prva stvar, ne, da jih postavimo v ta trenutek. In da jih v bistvu seznanimo o tem, ali pa seznanim, da gremo v eno čisto drugačno resničnost. Da je to, kar se jim bo na potovanju dogajalo, nekaj popolnoma drugega kot tisto, kar se jim dogaja doma. Da postavimo recimo to ločnico. No, potem je pa zelo pomembno, da oni pridejo z vrsto vprašanj, kako glede tega, kako glede onega, a je voda pitna, a je to ono in tretje. okay. In zdaj smo izkušnja, že točno vem, katera so ta vprašanja. Katera so najbolj pogosta vprašanja, poleg tega, da je voda pitna. Najbolj pogosto vprašanje. Pa kako bomo menjali denar? To sta 2 najbolj pogosti vprašanji. In to se recimo tudi že kar na. To imaš verjetno že kar v frequently asked questions. Tako se že nagovori te stvari. Predvsem pa je treba dati skupino na en skupni imenovalec. Se pravi, mi smo zdaj skupina in se prilagajamo drug drugemu. Ni prostora recimo zdaj za to, da bo vsak vlekel v neko svojo smer, ampak delujemo kot en organizem. In smo spoštljivi do sopotnika, rešujemo neke težave sproti, vprašanja ali kakorkoli. In predvsem se pa držimo nekih skupnih dogovorov, da lahko potovanje poteka. Kot je točnost, to, da smo pripravljeni vedno na vse, kar se tiče recimo opreme dnevne. In tako dalje, pač neke dogovore se vzpostavi. In potem so v bistvu oni že nekako sproščeni. Zdaj, če te stvari narediš na strukturiran način, tako da se oni varno počutijo, da ni to zmedeno, potem v bistvu lahko že v roku 1 ure ljudi čisto sprostiš. In potem zadeve tečejo. In potem tečejo. Ampak so pa seveda na vsakem potovanju tudi preizkušnje in verjetno si s tolikimi ponovitvami že detektirala kakšne potencialne, kako bi rekla, nevralgične točke. Aha, tukaj gredo pa stvari lahko narobe. Kaj je to recimo najpogosteje? Kje so tiste točke, kjer kot vodnica pa lahko izgubiš zaupanje ali pa Ja. kjer moraš malo popaziti, ne? Ali pa Ja, zdaj, kaj pa vem.
Nekako se mi zdi, pa mislim, da to pol pride že tako nekako organsko oziroma podzavestno prihaja do teh stvari, a ne, da opaziš ljudi, ki bi mogoče recimo malo sekali ven, skušali nekaj po svoje, Okay. ki bi bili lahko potencialno problematični recimo. In že na začetku nekako poskusiš to umiriti. Je pa seveda od vsakega primera odvisno, ne. Zelo različni primeri so. Tako da, ampak v resnici je tega zelo malo. Se mi zdi, da se ljudje kar hitro v bistvu povežejo, da so se pripravljeni prilagoditi, da spoštujejo vse to, kar se nekako dogovoriš. Eni so bolj recimo zadržani sicer, eni so mogoče bolj odprti v nekem pogovoru z vprašanji, eni so bolj pripravljeni na potovanje, drugi so prišli čisto brez pričakovanj, zelo različni, ampak na koncu funkcioniramo nekako kot ena celota. In tudi, če se recimo nekdo pojavi, ki bi znal biti potencialno problematičen, zelo hitro ga nekako skupina s to svojo energijo potegne za sabo. No. Tako da zelo malo se to dogaja. No. So kakšne posebne tehnike za obdelavo problematičnih? Ne? Jaz, kadar sem imel izkušnjo, v skupini se pojavi, običajno, hvala Bogu, je šlo za povsem benigne finte, ampak se je zelo hitro pokazalo, kdo je. Ja. Zdaj, če menim, da lahko kaj naredim, potem se bom z določeno osebo pa ne pogovorila o tem, kaj je narobe ali karkoli, ampak vzpostavila nek stik mogoče, da dobim njegovo zaupanje, da se on mogoče bolj počuti v skupini. Čistko, en tak čist človeški stik, no, sploh ni treba nekih pogovorov o tem, kako in kaj. Ker ta del mi je popolnoma jasen, kako vzpostaviti mislim, popolnoma jasen. Se mi zdi, da razumem ta del tega skupinskega flowa, ne, kako vzpostaviti neko okolje znotraj skupine, ki se, bom rekel, pusti očarati okolju, v katerega prihajam, skozi nek moderiran način, ki ga svojo izkušnjo in vodenjem podaja vodnica oziroma vodnik. Ampak, kadar sem imel tako izkušnjo, sem imel vedno občutek, da se vedno najde kakšna oseba, ki si je, kako bi rekel, kupila napačen aranžma, ki ima popolnoma nerealna pričakovanja, kjer postelja ni nikoli v redu mehka, kjer je klima premočna ali pa preblaga. Ja, se to dogaja, ampak v bistvu razen to, da osebi prisluhneš, da ti pove, kje ima težave, pa da mogoče poskusiš razložiti iz svojega vidika, tukaj ne vem, če lahko kaj veliko naredim. In tudi včasih, zdaj ljudje se na potovanju v bistvu soočajo malo tudi sami sabo, malo, kar so vrženi iz neke cone udobja domače, kakorkoli, a ne, v neko drugo okolje, imajo mogoče neke notranje stiske, se ne znajdejo ali kakorkoli, pričakovanja in tako dalje, in včasih pač se to potem v nekem obnašanju pokaže. In zdaj, če vodnik razume, da se to v človeku dogaja, v potniku, potem ja, lahko ga nagovoriš, ampak včasih je pa mogoče celo boljš, da mu pustiš, da on to doživlja, kakor doživlja. In da tudi njega potem posledično okolje doživlja, kakor ga doživlja, in se stvari nekako uredijo. To je pa kar pametna strategija. Ja, včasih je kakšna stvar treba v bistvu tudi mogoče malo tako preslišati, pa ne reagirati takoj. Kaj bi pa rekla? On skozi neke notranje boje, procese, kakorkoli, ne. Pa spet odvisno od situacije. Kaj bi pa rekla, Renata, kaj je sploh vodnik ali pa vodnica tistemu, ki ga vodi, ne? Zdaj, vem, da je najbolj enostavno odgovor vodnik, ampak tukaj imaš še polno nekih odnosnih kvalifikatorjev, ki bi lahko, a si prijatelj, a si pastir, a si mentor, a si... Za kak odnos gre, ne? Med teboj pa med ljudmi, s katerimi preživljaš več kot pol leta na leto, ne? Ja, zdaj, tako, oni v bistvu v tebi vidijo tisti mogoče nek varen pristan, v smislu, on pa pozna te kraje, kjer se jaz ne bi znašel sam,
in mu lahko zaupam. Jaz mislim, da imamo kar eno tako veliko zaupanje od ljudi, od sopotnikov, in na katerega se lahko vedno zanesem. In dejansko, ko se oni soočajo z nekimi težavami, vedno pridejo do vodnika in seveda pričakujejo, da bo vodnik tukaj lahko nekaj pomagal, rešil kakorkoli. Tako da ja, bi rekla, da sem varen pristan. No? Varen pristan. V neki tuji deželi. Neke vrste starešina tega popotniškega plemena, ne glede na leta. Ne? Ja. To me zanima. Ne? Jaz recimo, kadar sem imel tako izkušnjo vodene avanture ali pa potovanja, ne? Sem opazil, da se recimo na nek čuden način v resnici navežeš na to osebo. Ne? Ti bivaš s tem vodnikom oziroma vodnico 14 dni in kar razviješ en tak odnos, ki oddaleč ali pa na hitro celo malo spominja na neke družinske vezi. Ne? To je pa zdaj neka avtoriteta, nek človek, ki mu zaupam, tako 7. dan se mi zdi, da ga imam celo rad na nek način. Kako shajati s temi občutji in to me zanima, ali se tudi vodnik nazaj naveže na tiste ljudi, ker jaz tako, ko se je to prekinilo ob koncu, ob slovesu, se mi zdi, da tako 3 dni kar pogrešaš to skupnost pa to vodnico. Ja, tako zdaj, jaz mislim, da eni vodniki se ne navežejo, in gledajo pač na te ljudi kot nekoga, ki je pač tam začasno na tem potovanju in on bo odigral neko svojo profesionalno vlogo in ne bo pustil recimo sebe, svojih čustev, v tem. Ampak to mogoče velja za kakšna krajša potovanja, ko si pa ti 3 tedne za nekimi ljudmi. Se pa, vsaj jaz se malo navežem. In eni pravijo, da je vodniški poklic eden najbolj osamljenih na svetu. Kljub temu, da si ves čas obkrožen z ljudmi. Najbolj obljudena samota. Ja, ampak konec koncev je vsa odgovornost na tebi in ti si konec dneva sam. In jaz si pa tega ne želim. In jaz se velikokrat recimo zvečer še podružim z potniki. Pa izven tistega uradnega dela potovanja in vseh predavanj. In tam se mi pa zdi, da se lahko pa potem res sprostim, sem to, kar sem. In se na ta način mogoče še bolj povežemo. In z nekaterimi potniki potem celo ohranjamo stike. In verjetno se nekateri tudi vračajo na destinacije, ki jo vodi ta oseba. Wow, se to bi imel smisel, ker drugače se mi zdi tako usoda vodnika ali pa vodnice kar malo, ne bom rekel tragično, ampak žalostno na nek način. Ne? Ti se dejansko z nekimi ljudmi v teh 14 dneh, 3 tednih, 10 dneh preživiš z njimi več časa kot doma v nekem dnevu z družinskimi člani, se pravi res neki tesni zvezi 15 ur dnevno, 10 dni. Razviješ neko v bistvu močno razmerje, ki potem na letališču dobesedno spuhti v zrak in prevzameš novo vsebino in gradiš znova. In potem čez 5 dni greš na novo potovanje in je pred tabo 30 novih ljudi. S katerimi moraš ponoviti to. Tako. Ali lahko rataš odvisen od tega? A je to, ali se jemlješ? Pa ne od tega, ne vem. Po mojem, da ne. Ali pa neodvisno z tega, to vprašanje implicira, kot da je to dobro, ampak mogoče pa to ni dobro. Ne govorim tako dobro, mogoče pa to ni zdravo. Ali pa mogoče pa to čustveno naporno. Ja, kaj pa vem, ne vem. Jaz nimam tega, mislim, ostajajo mi določeni ljudje v nekem dobrem ali pa manj dobrem spominu, pa se bom vsake toliko časa recimo spomnila na neko osebo, ki mi je pa v nekem potovanju veliko dala, recimo za svojimi pogledi, naprimer. Ali pa bom s katerim sem se res razumela, šla tudi na pijačo, ampak drugače pa ne vem, mislim, da kar naučiš nekako prekiniti, pa iti dalje, pa pač znova graditi z neko novo skupino. Ekipo, ja. Kaj pa povratniki, ko zagledaš povratnike? Ja, je pa lepo. Je lepo? Ja, je pa lepo. Ponavadi se sicer ne spomnim, na katerem potovanju smo bili skupaj, ker jih je toliko različnih.
pa mi potem opomnijo, no in potem recimo se začnem spominjati od tega potovanja in cele zgodbe tega potovanja in tako, lepo je potem obujati kakšen spomin, no, s temi povratniki. A bi bilo spodobno vprašanje, če bi te vprašal, kaj pa recimo zasebno življenje v vašem poklicu, ne? Glede na to, da to sem se pa pozanimal in ta demografija vodniškega kadra je zelo pestra, ne? Ni pravila. Ni pravila, ja. Ste mladi, so upokojeni, so aktivni zdravniki, bivši podjetniki, ki so pustili podjetja in se odločili, da bodo vodili. Ja. Kako združevati ta dva bivanjska segmenta, zelo neko zasebno življenje, z neko družino, z neko osebno zgodbo, ki ostaja v tvoji matični destinaciji in to splest na nek način s tem, kar počneš 184 dni na leto, ne? Ja. Mislim, zelo pomembno je in sem zelo hvaležna mojim domačim, da razumejo, kaj počnem in da pač me ni doma in da živim eno popolnoma drugačno življenje. In zelo pomembna je podpora od doma. Ja. Da razumejo tudi, kaj se v meni dogaja, kadar me ni in kadar sem doma. Sploh recimo v partnerskem odnosu je to zelo pomembno, ne? Da ni nobenih pritiskov, češ premalo si doma, preveč si na poti, ampak je v bistvu eno tako razumevanje. Tako da to je zelo pomembno. Ja, je pa recimo ena stvar, ki jo opažam v zadnjih letih, a ne, mene od prijateljev noben več ne kliče po telefonu. Zakaj? Zato, ker imajo v mislih, da seveda sem jaz nekje na poti in me ne bojo motili in ko bom prišla domov, bom jaz tista, ki bom poklicala. In je namen, da recimo neko to svojo prijateljsko vez ohranjam. Ja, seveda, ker nihče od tvojih frendov in frendic, velika verjetnost je, da te ne bodo dobili tukaj, ne? Velika verjetnost. Tako da so se že naučili, da kadar so me poklicali, sem bila ponavadi na poti in zdaj sem jaz tista, ki ohranjam te odnose oziroma pokličem, ko sem doma, oni se odzovejo in potem doma vse funkcionira. Recimo, to je en tak mogoče vidik. Veš, kaj me zanima? Mislim tako, kako pa ti, recimo, zdaj, glede na to, da se mi težko, mi, ki ne počnemo tega, ne, se s težavo uživamo v tvoj svet in v tvoj poklic, kako pa ti gledaš na koncept dopusta, ne? Kaj pa tebi predstavlja dopust, ne? Kaj človeku, ki je 184 dni na leto na poti, običajno na destinacijah in koncih sveta, o katerih mi v glavnem kar sanjamo, več bolj kot ne, celo življenje, ne? Kaj tebi tako, mislim, če ti jaz rečem, dopust, ne? Ja, tako, predvsem zdaj čisto odvisno, ne? Če je tega dopusta veliko, potem se lahko zgodi tudi kakšno potovanje, ampak priznam, da konec koncev je pa potem človek enkrat sit hotelskih nastanitev, hotelske in restavracijske hrane. Ja. In meni je ful fino priti domov v svojo posteljo in si skuhati domačo hrano, ne iti jesti ven. Razumem. Meni je to v bistvu fino. In tudi recimo zdaj grem na dopust, prikolica, narava, kuhati tam na tistem majhnem štedilničku. Nobene eksotike. Nobene eksotike. Ok. Ampak kako pa potem bližnje osebe prepričati, da ne rabiš nobene eksotike? Nimam te težave. Zato, Srečo. ker, ne vem, ali je to tragika ali je to dobro, ampak moji bližnji ne potujejo veliko. In potovanje, mislim, konkretno partnerju ne pomeni kaj dosti. Pametna izbira partnerja, bi človek rekel. Odlično. Tako da, noben problem. Kako je pa s trajnostjo, to me zanima, ne? Koliko let se ti pa zdi, da lahko opravljaš tako, bomo rekel, zahteven in dinamičen poklic, ne? Tako bi skoraj zahteval beneficiran delovni staž, ne? Skoraj. Ja. Ko sem začela voditi, je bil en podatek, o tem se je govorilo, ne vem, če je to zdaj neka uradna številka,
da ženske vodnice povprečno lahko vodijo 4 leta Wow. v povprečju. Zakaj? Mislim, bi ta Zato, podatek ker se na podprt. neki točki zgodi družina in takrat Ja. pa pač malo teže to početi. Ne? Ja, kaj pa narediti v tem primeru, ko se glede zlomka zgodi družina? Kaj greš pa za par let v pisarno in potem nadaljuješ? Pa ni nujno. Zdaj kje jaz vidim neko možnost, a ne? Ja. Incoming. Sej tudi tuji turisti prihajajo v Slovenijo, pa si pride pogledati Ljubljano. Aha, incoming turizem. Tako pa 5-6 ur recimo z njimi preživiš, pa jim zadeve razkažeš in tukaj ni nobene težave. Recimo imeti še družino zraven. Zdaj, kar se pa tiče tega potovanja v zelo daleč pa na dolgotrajna potovanja, je pa tukaj malo težje. In se mi zdi, da veliko v bistvu vodnic, ki začenjajo kot mlade, potem v času recimo prvih nekaj let otroka delajo mogoče kaj drugega ali pa tega počnejo bistveno manj in potem se začnejo vračati, ko so otroci veliki. In vsak pravi, ko si enkrat vodnik, potem v bistvu težiš k temu, da boš Vodnik ostal in se vrneš. Prej, ko slej se vrneš. In se vrneš nazaj. Ja. Dej, to me še zanima. Zdaj, ti imaš, če koliko si rekla, vodila si že 25 različnih destinacij, trenutno imaš aktivnih 8. Ja. To je ogromno enega znanja, ne? To je ogromno enega študija, si po izobrazbi umetnostna zgodovinarka, kar je sigurno en plus, ne? Ampak koliko časa pa traja recimo priprava ene kvalitetne ture, Ja. Zdaj zelo odvisno v recimo drugem ali pa tretjem segmentu te vaše Oskarjeve ponudbe, ne? Zelo odvisno je, ali hodi recimo vodnik v nek isti konec sveta, kjer se določene stvari prekrivajo oziroma so se zelo podobne, ali pa je to neka čisto nova destinacija na drugem koncu sveta, kjer v bistvu niti nimaš občutka o neki širši zgodbi. Ok, pa recimo, da je to ena čist popolnoma nova destinacija in še to me zanima, recimo ti zdaj ob obstoječih turah, ki jih ti izvajaš v teh 184 dneh, pripravljaš koliko novih? Trenutno? Ja. Trenutno 3 nove. 3 nove? Ja. No, ta obseg dela me zanima, ker to je ogromen dela. Pa recimo, da ena od teh 3 novih je pa popolnoma nova in te popolnoma neznana. Kako zdaj sploh kot vodnica pristopati recimo k študiju enega tazga popotovanja, da ga verjetno pol enkrat skrajna posledica, da boš ti to odvodila in da bo tam 30 ljudi ful zadovoljnih, ne? Zdaj, lahko povem, recimo, ko sem se pripravljala 2 leti nazaj, sem začela voditi Vietnam, Kambodžo in Tajsko. To je čisto drugačen svet, kot smo ga vajeni tukaj. In o tem nas nobena šola ne uči. Nobena splošna izobrazba tam skoraj da ne pomeni nič, ker se soočaš z drugačnim podnebjem, z drugačnimi religijami, o katerih vemo recimo zelo malo iz nekega osnovnega šolskega sistema. Popolnoma drugačno rastlinstvo, živalstvo, hrana. V bistvu je čisto vsaka tema, ki se lotiš, popolna neznanka. Ker nam recimo naš izobraževalni sistem tega ni dal, ker smo nekako evropocentristično recimo oblikovana. In recimo v takem primeru, ko je treba iti iz nule pa zadevo zelo raziskati, mesec do 2. Jaz sem za recimo 3-tedensko potovanje porabila 2 meseca priprav. Priprav. Ja. Sprav študijska tura, ki jo opraviš. Študijske ture, lahko bi šla še na študijsko, ampak govorim o recimo domačih pripravah. Ja, govoriš o študiju, kaj priskrbiš si ustrezno literaturo. Tako je. Kaj recimo pogledaš? Zdaj, literaturo glede na posamezno predavanje, področje, ki ga želim raziskati. Zdaj jaz se kar precej interneta izogibam, razen kakšnih recimo zelo aktualnih, kakšne aktualne podatke že. Ampak recimo, da pa ti dojameš neko kulturo, je pa boljše vzeti knjigo v roke.
Knjiga v roki. Ja. Stara, dobra knjiga. knjiga. Povedala knjiga, kot internet, ki nikoli niti ne veš, ali so vse tiste stvari točne, ki so zapisane na internetu. ali ne. Okay. Kaj pa Jaz se potem tega izogibam. dejanska izkušnja tega okolja? Ne? Ker dejansko boš ti nekoč v to drugačnost pripeljala svoje sopotnike, ne? Katerim boš ti, ki jim boš v vlogi vodnice. Ne? Da, koliko je ta izkušnja potrebna, ne? Študijska, da greš ti tja, da okusiš Ja. in kako to z vidika vodnice poteka, to okušanje tega prostora. Ne? Ti verjetno greš tja, se potopiš v ta prostor, ga skušaš dojeti, potem pa kaj določaš, kaj bi bilo pa zanimivo in na kak način to posredovati. Kako ta proces poteka? Ja, jaz se na vsako potovanje, ali je to moje lastno potovanje, ali je to vodeno potovanje, ki ga bom vodila, Ja. pripravim, se pravi, glede vsebine na 90%, recimo. Ampak kaj to pomeni? A veš, ljudje, tako kot smo jaz, ki smo tako zelo bežni ali pa občasni potovalci, sploh ne vemo, kaj to pomeni priprava na potovanje. Ja. Ne? A greš to na Wikipedijo pogledati, ok, Brazilija država ima toliko prebivalcev, ima toliko zveznih držav, pa ta klimatski pas, verjetno je tvoja seveda. poglobitev bistveno globlja. Ne? Ja. Zdaj prva stvar, recimo, ki si jo vsak vodnik naredi, oziroma naj bi si, je časovnica. Vzameš program, pogledaš, kakšne so recimo za Google Maps, karkoli. Ja. Pogledaš, kakšne so razdalje med posameznimi kraji, koliko časa rabiš še za nek premik. Pogledaš na internetu, koliko je recimo nek objekt, ki ga boš pogledal, ali pa galerija, ali pa karkoli, obsežno, koliko časa bi recimo tam preživel, in si postaviš neko idejno časovnico, kako speljati določen program v tistem dnevu. Ok. A Potem lahko, se pa, ja. smemo skočiti, ker to me zelo zanima. Ne? Kako pa ti kot vodnica, a ti aktivno sodeluješ pri nastajanju programa, recimo za neko destinacijo? Rečemo, recimo zdaj bomo vodili primer Japonsko, 10 dni. Zdaj, ko recimo začneš z neko, na različne načine tudi te programi nastajajo. No, se to me zanima. Kako pa... Lahko ga recimo grem na lastno potovanje. Pa prideš potem do Oskarja, pa mu rečeš, Oskar, jaz imam pa ful dobro idejo za en dober trip po... Tako. To pa to se mi zdi, da bi bilo fino, da imamo v programu, in se potem ta program sestavi. Ne? Veliko programov je pa že narejenih od prej. A ne? In vodnik začne voditi to po nekem programu. Imamo pa recimo to možnost, ker smo vedoželjni oziroma želimo še kakšno stvar raziskati, prideš na destinacijo, slišiš, wow, tam je pa nekaj, kar je vredno pogledati, pa nimamo v programu, pa bom prišla domov, pa bom povedala, ne, Oskarju, poslušaj, tole bi pa lahko še dali v program, tole je pa ena fina stvar. In se ta program prilagodi za naprej, recimo. Ne? Tako da ja, na nek način sooblikujemo te programe. Greva govoriti še o tej drugačnosti, ne, ki je pravzaprav eden od pomembnejših motivov tega, zakaj potujemo. Mi potujemo nekam, da se nam zgodi nekaj, kar je drugačno. Ne. Ja. Kako kot vodnica pristopaš k temu? Ne? K drugačnosti. Ja, k drugačnosti in k temu, da mene vodiš skozi to drugačnost. Ne. Ti si sigurno bolj trdoživa v zvezi mislim, zaradi izkušenj si vajena. Da pa zdržiš močnejše impulze drugačnosti od mene, ki bom recimo tja potoval prvič. Ja. V bistvu to naredim s predavanji. Zdaj so neke vsebine, ki so skupne vsem potovanjem. Ja. Se pravi, vodnik naj bi zelo dobro poznal zgodovino neke dežele, neke geografske danosti. Razmišljal o tem, zakaj se je neka zgodovina zgodila točno na tistem območju, kakšna narava je tam, da je to recimo omogočila, zakaj so ljudje prišli tja živeti in tako dalje. In pa mislim, da je zelo pomembno, da poznaš neko religijo tistega območja. Ne? In ko ljudem malo predstaviš zgodovino, pa ta prostor, njihove navade, religijo,
način razmišljanja in to mogoče primerjajo z načinom razmišljanja, ki ga imamo mi. Jaz mislim, da je v bistvu skupek vseh teh tem, ki jih predstavljamo, tist, ki jim daje v bistvu odgovor na vprašanje, zakaj so oni tukaj takšni, kot so in zakaj je tukaj drugače. In začutijo v bistvu skozi vse te pripovedi, da je tudi to okej. Razumejo, odkot recimo ta drugačnost prihaja. Koliko je nek budističen način razmišljanja drugačen od nekega krščanskega in kako to vpliva v bistvu na naše življenje, neke odnose, pogled na svet. Poskušamo v bistvu razlagati, kako ljudje doživljajo življenje kot posledico pač teh nekih danosti. In kako daleč si kot vodnica upaš s temi interpretacijami tamkajšnje realnosti? In kdaj recimo cenzuriraš stvari, recimo da rečeš, poglejte ljudje moji, to je pa neposredna posledica evropskega kolonializma, zaradi tega, kar vidimo tukaj, se imamo mi tako fajn, oni pa niti ne. Te prizori so precej pogosti, če potuješ. Jaz poskušam ne soditi. Jaz sem zdaj sodil. To je okej. Poskušam predstaviti v bistvu neke zgodovinske dogodke kot take, brez nekega obsojanja ali pa postavljanja na stran zdaj nekoga, ki je... Razumem, prepuščaš sodbo tistemu, ki ga tako naslavljaš s to vsebino. Pa razlagam, kako recimo so se oni odzvali na nek kolonializem, koliko so ga sprejeli, koliko ga niso. Probam ne soditi, no. Predvsem to se mi zdi zelo pomembno. Kako je pa recimo z doziranjem te drugačnosti? Ker ta drugačnost zna biti včasih tudi na meji sprejemljivega za nekoga, ki ni vajen te drugačnosti. Sigurno je treba imeti občutek za količino, ali ne? Verjetno kot vodnica, da že prvi dan ne zasuješ. Mislim, se pravi, pri meni ta drugačnost oziroma govor o drugačnosti pride skozi različne teme. Ena od teh je, naprimer, kakšni so neki tabuji oziroma neke navade, ki jih imajo in so drugačni, kot je to pri nas. Lahko je to čist gestikulacija. Kaj njim drža rok pomeni. Kaj nekomu pomeni, če ima nekdo prekrižane noge, če kaže stopala, če se dotika nekoga po glavi in tako dalje. Mogoče poskusim recimo moje sopotnike povabiti k temu, da pa nadzorujejo tudi oni, kaj počnejo z svojimi rokami, kolikrat se postavijo v neko držo, ki je tam recimo tabu. A jejo z desno roko ali jejo z levo roko, ker je spet nekaj zelo tabu. pomembno. In da mogoče poskusijo ozavestiti tiste stvari, ki so njim doma samoumevne, v neki novi deželi pa niso. In imajo težave s tem, ali pa jesti z palčkami, recimo ne bomo jedli z vilico, če domačini jejo z palčkami. In mogoče na ta način to drugačnost začutijo, brez da bi karkoli obsojali, ampak se probajo s tem zliti. Na ta način. Res je pa, da mi zdaj govoriva, kot da je pač delo vodnika oziroma vodnice delo, ki je strogo vezano na neko absolutno ali pa na neko zelo drugačno drugačnost. Zdaj verjetno je delo vodnika dostikrat poiskati drugačnost tudi v okoljih, ki pa niso tako blazno drugačne. Ker si predstavljam v tem globaliziranem svetu, kjer praktično ene ozke uličice v Lizboni ne ločeš od ulice v Stari Ljubljani ali pa v Madridu ali pa kjerkoli, že zaradi ponudbe, ki je globalizirana, je pa verjetno težko poiskati. Kako pa tukaj iskati pa predstavljati drugačnost? Ne nazadnje je to tudi del, ali pa prej si govorila o incoming turizmu. Na koncu moraš v Ljubljani nekomu pokazati drugačnost. A se da nekomu z Ljubljane v Ljubljani pokazati drugačnost? En tak vodniški izziv. Težko rečem. Ne vem, lahko rečem iz tega vodniškega vidika, ker sem veliko vodila po Evropi. Ja, no, seveda. Te neke zelo značilne drugačnosti ni. V Rim, na primer, ali pa... Zdaj,
Mogoče so to bolj potovanja, kjer niti ni toliko poudarka na drugačnosti. Kjer je več poudarka na zgodovini, na umetnosti, lahko tudi na navadah, konec koncev tamkajšnjih ljudi. Ampak se mi zdi, da ljudje ne grejo to gledati drugačnosti tam, neke kulturne drugačnosti. Ampak jim je pomembno, da nekaj dobrega pojejo, nekaj novega vidijo. In ne vem, mogoče je težje najti tam kakšno drugačnost. No. Je pa seveda recimo Italija, ne? Na severu je mogoče težje najti drugačnost. Na jugu Italije je pa veliko lažje. Ja. Ampak kaj se sprašujem, zdaj, ko smo govorili o teh velikih evropskih mestih, recimo Pariz, Rim, Marseille in podobno, ne, se mi zdi tako, če premišljujem, na kakšen način jih mi konzumiramo kot turisti, jih tako zelo klišejsko. Mi gremo tja pogledat tistih par muzejev, tistih par arhitekturnih čudežev. Ne. Nikoli pa ne vidimo teh mest v tej svoji dejanskosti, ne? Ker če ti govoriš z nekim Parižanom, ti bo v Parizu povedal popolnoma druge stvari, kot nam jih v Parizu povedo vodeni izleti običajno. Ampak že to, da pelješ potnike na podzemno železnico, je recimo en tak stik z drugačnostjo. Zdaj muzej te drugačnosti ne bo dal ena katedrala. Bo pa podzemna železnica, pa da se odpelješ. Enkrat se mi je zgodilo. Zdaj, recimo blokovska naselja priseljencev v Parizu ne bi bila nekaj, kar bi peljal turistov pokazati. Je tukaj problem varnosti, je problem neke osebne komoditete, odnosa do tega? Ponavadi se mi sicer držimo programov. In če v programu tega ni, potem tega tudi ne izpeljemo, ker ponavadi se časovno niti ne izide. Se pa meni recimo ravno v Parizu zgodilo, da sem doživela kulturni šok v nekem takem zelo recimo mestu, kjer kao ni drugačnosti. Ko sem se v nekem prostem popoldnevu odpeljala v Saint-Denis, ki je na obrobju Pariza, kjer je sicer ena krasna katedrala, kjer so pokopani tudi francoski kralji, in sem šla. In tam so bili sami priseljenci, ki so mene kot belko gledali kar malo čudno, pa malo vzklikali za mano, pa tako dalje. Sem rekla, tole je pa zdaj čisto drugačen Pariz, kot sem ga jaz vajena tam v centru. In bi mi bilo zanimivo mogoče potnike peljati tja, da še oni recimo doživijo. Zato sem mislil, to izkušnjo tega drugačnega Pariza. Bi dala to v program, če bi organizirali? Ja, bi se dalo komot. A bi se dalo narediti eno tako turo, recimo drugačne Evrope na tak način? Zagotovo. Neprijetna tura po drugačni Evropi. Zagotovo. Koliko bi se pa tazga produkta prodala? Ampak vse mogoče bi pa. Zakaj pa ne? Bi. Jaz mislim, da bi se kaj, vsaj recimo taki izkušeni popotniki, taki, ki so že veliko prepotovali, pa ki jih mogoče sam neke prestolnice evropske ne zanimajo več, ampak bi videli še drugo plat Evrope. Zakaj pa ne? To mi povej, ti si, če se ne motim, si ti vodila že pred tvojo Oskarjevo ero, ne? Potem si šla pa k Oskarju še v vodniško šolo, ki ti je pa spremenila pogled na vodništvo in si ostala v branži. Če sem prav, jaz sem se malo pozanimal pri ljudeh. Lahko poveš, kaj ti je dala ta šola? Zdaj, jaz pravim, da vsak, ki gre skozi to šolo, v bistvu lahko začne voditi na eni čist drugi točki, kakor večina vodnikov, ki pade v vodniški poklic in plava. Ti si sprva padla in plavala. Jaz sem najprej padla in plavala. Imela sem prijatelja, ki je bil vodnik že 20 plus let, ki me je v to tudi upeljal. Ampak še vseeno recimo stvar ni bila strukturirana v tem smislu. Pač jaz sem na ta način potovala sem z njim, opazovala, kaj on kot vodnik počne, in potem, ko sem jaz enkrat začela voditi,
sem se skušala recimo temu približati, tistemu, kar sem videla, da je dobro. Ja. Ampak noben me pa ni naučil, kako se spopadati s stresom, recimo. Ja. Kako za svojimi nekimi čustvi, občutki, kako se spopadati s tem, ko pride do neke situacije, kaj narediti. V šoli sem pa to dobila. In se mi je zdelo dobro, da sem v bistvu prej na tak mal težji način doživela to vodenje. Tukaj sem dobila pa drugačen pogled, no, na vse skupaj. In sem se začela zavedati tudi tega, da je pomembno, kako se jaz počutim kot vodnica, da sem v stiku z svojim nekim notranjim svetom, Ja. da prepoznam stres takrat, ko se dogaja, in da sem v bistvu samo človek, da nisem zdaj popolna oseba, ki bom tam vodnik in vse bo perfekt. Razumem, Sem ja. samo človek. Samo človek, ampak kljub vsemu ne ste pa vodniki oziroma vodnice, ste pa ljudje, ki ste, kako bi rekel, thousand kinslerji, ne, katero lastnost bi tako izpostavila, ker se mi zdi, da moraš znati vse, ne, znati moraš komunicirati, poznati moraš, imeti moraš eno relativno dobro orientacijo, ne, zdaj jaz kar nakladam na pamet, imeti moraš en občutek za skupino, imeti moraš en občutek za podkupiti kakšnega uradnika, imeti moraš eno tako prilagodljivost, da se prilagajaš v okoljih, ki mogoče tudi niso naklonjena temu, sploh če si mlada ženska iz Evrope. Kaj sem še kaj pozabil? Ja, marsikaj, ampak jaz mislim, da predvsem... Kaj je najpomembnejša lastnost? No, to sem te hotel vprašati. Rad moraš imeti ljudi. Rad moraš imeti ljudi. Ja. Delati z njimi. Jaz mislim, da vsak od njih mora biti tudi malo psiholog, pa te stvari tudi pridejo potem z izkušnjami. Malo brati ljudi, kako nekdo reagira, kako se počuti v neki situaciji, kako reševati konflikte. To je vse zelo pomembno. Ja. Ampak ja, predvsem se je treba pa mogoče izogniti temu, da želiš biti popoln. Imaš neka znanja, delaš najboljš, kakor lahko, vedno v dobro potnika, v dobro cele skupine, celega potovanja, ampak ja, se zavedati, da vsak dela tudi kakšno napako in da se učimo celo življenje. Tudi vodnica je lahko. Tudi vodnik. Seveda. Da mi povej, kako se ti pa zdi, kakšni so pa trendi v vaši branži, ne? Kako se spreminja ta poklic zdaj skozi zadnja leta in kaj sledi v prihodnosti? Ne? Težko rečem. Jaz sem zdaj v tem poklicu 7 let. Za zelo različne agencije sem tudi delala in vsaka ima neko mogoče svojo klientelo, tako da se mi tukaj vidim recimo neke spremembe v nekih kratkih potovanjih, v nekih daljših potovanjih. Bolj segmentirana ponudba. V tem smislu, kam pa ta zadeva pelje. Jaz mislim, da vodena potovanja bojo ostala. Ja. Kljub vsemu internetu, kljub temu, da se lahko vsak organizira svoje potovanje, se mi zdi, da v vodenih potovanjih ljudje najdejo neko varnost, pa hkrati tudi želijo nekaj več izvedeti od vodnika. Seveda. Ampak ta vodnik mora recimo lahko se on sam pripravlja doma. Ampak to je zdaj izziv. Jaz si predstavljam, da pred 30 leti ni bilo tako. Zdaj, to je ta znamenljiv Starretov sindrom, ampak danes imamo, recimo, je že moj telefonski Google vmesnik, je, mislim, da 14 dni nazaj zamenjal vstopno stran in je zdaj kar fotoaparat. Se pravi, karkoli on vidi, mi že poroča. Skratka, jaz vidim Sixtinsko kapelo in on mi bo vedel povedati, ne bom rekel več kot vodnik, ampak zelo velik. Ja. Zdaj, ki je tukaj prostor za vodnika in kako... Zdaj vodnik bo, kaj pa vem, jaz pravim, vsak se lahko prebere vse na internetu. Ja. Ampak to ne bo zgodba. To bojo pač neki podatki. To so fakti, ja. To so fakti. Ok, razumem, ja. Se pravi, vodniški poklic gre bolj v spletanje. V spletanje, se pravi, vseh teh faktov v neko zgodbo.
v neko interpretacijo, če že ne. Super, odlično. Tako da, ja, mislim, da internet ne more tega dati. Ampak določene stvari oni iščejo, ne? In me potem tudi vprašajo. Velikokrat se mi zgodi, da kakšen potnik pride do mene pa nekaj razlagam, pravi on, ja, jaz sem pa prebral, da je tako pa tako. Odlično. Še ena stvar, ki jo bomo zdaj vsi vedeli. A ne? In meni je v bistvu čisto dobrodošlo, da kdo postreže še s kakšno informacijo, ki jo je sam našel, ali pa mogoče celo ja, me izzove, da on ima pa drugačno informacijo kot jaz. In potem gremo, poskusimo priti zadevi do dna in je to tudi recimo neka taka zabava lahko. Ok, potovanja bodo torej ostala del ene take obvezne izkušnje, vsaj nas, ki živimo v tem privilegiranem prvem svetu. Ampak itak imamo pa ves čas tak občutek, a imaš ti tudi občutek, da je svet postal neskončno majhen, ne? Ti odpreš neko časovnico Instagrama in vate butne samo ideja potovanja, sploh v tem času, ne v času počitnic, se vsak drug friend javlja z najbolj divjih destinacij, tako občutek imaš, da je svet tesen. Ja, manjši je, kakšna je tvoja še 20 let nazaj. Ne? Je manjši? Ja. Ampak, ali v resnici ni manjši? Mislim, fizično gledano ni manjši, ne? Ampak ljudje smo, se mi zdi, bolj povezani. Se mi zdi, da 20 let nazaj je vsak lahko v drugi deželi poslušal samo prek nekih medijev, ali pa interneta, ali pa kakorkoli. In je bilo recimo veliko manj možnosti, da si ti v to deželo vstopil. Ja. Zdaj nam je pa to že vsaj na zahodu, v veliki večini, ne, že omogočeno. Ampak zelo zanimivo je, da se mi tudi kar na internetu je nekaj čisto drugega, kot to, kar je tam. Ampak ko smo na destinaciji, sploh dovolimo potop v tamkajšnje okolje. Recimo moja mama je kar zanimiva popotnica, prepotovala z nahrbtnikom, pa tudi z motorjem dobršen del sveta in mi skozi govori, pred 30 leti je bilo popolnoma drugače. Si prišel v hostel, si govoril z ljudmi celega sveta, o njihovih izkušnjah, o tem, kako doživljajo okolje, pa z lokalci. Zdaj prideš v hostel, ima vsak svoje slušalke v ušesih in se pač prek Wi-Fi-ja komunicira v nizozemščini z domačimi in je popolnoma znotraj svojega mehurja, kljub temu, da je nekje v Srednji Aziji. Jaz mislim, da je odvisno, koliko se kdo angažira. Imamo potnike, ki v bistvu sledi vodniku, pogleda tisto, kar je, zvečer se uleže v posteljo, prespi do naslednjega dneva in je ves čas skozi potovanje voden. Imamo pa tudi sopotnike, ki bo zvečer šel poiskati neko zabavo in se bo pogovarjal tam tudi z domačini, in bo prinesel od destinacije popolnoma drugo izkušnjo kot nekdo, ki je samo sledil programu. Mislim, da je to od posameznika odvisno. Ja. Super, mogoče te za konec vprašam samo še, 3 vprašanja, zelo kratka. Najboljša stvar, ki se ti je zgodila na potovanjih? Najboljša. Veliko je bilo tega. Najboljša. Ja. Ali pa najslabša? To je bilo že drugo vprašanje. Joj, te najslabše so tako, ne. Pač vodniški poklic je tudi to, da koga peleš kdaj v kakšno bolnico. Ok, razumem. Na kakšno ambasado. Po dokumente in podobno. Da kdaj ni letala, pride do zamud in tako dalje. To so recimo take neljube stvari, ki se dogajajo na potovanjih. Zdaj, jaz pa poskusim v bistvu, kar se pa od dobrih stvari ali pa najboljših tiče, pa čisto vsakemu potovanju najti kaj dobrega, pozitivnega. Ali je to srečanje z neko zelo zanimivo osebo, ali je to kakšna nova dogodivščina. Kaj pa vem, težko rečem, vsega je bilo veliko. Težko, kaj zdaj izpostavim. Razumem. Evo, pa še zadnje vprašanje bo pa še težje. Recimo, da imaš ti zdaj, po nekem čudežu ostaneš 3 mesece doma, kar je pri tebi skoraj nemogoče, ker si 184 dni na leto na poti, ampak recimo, da ostaneš doma in si že sita vsega skupaj in kam bi odpotovala in zakaj? Za 3 tedne, tako. Čist zase. Čist zase. Ja, da si doma, da si se spet naužila doma in je spet čas za avanturo in bi odpotovala čist zase za 3 tedne ali pa za mesec nekam.
Kam in zakaj? Mislim, da bi bila to Južna ali pa Srednja Amerika, ker tam še nisem bila. Še V nisem bila. tistem delu sveta še ne in me zelo privlači. In ko bo čas, tja grem. Kam? To je pa drugo vprašanje. Verjetno bom vlekla listke, ker jaz si želim videti cel svet. Vse. Renata, najlepša hvala za ful ljubek pogovor. Hvala. Hvala tudi vam, pa se vidimo, pa slišimo v kratkem. Čau.